Razširimo obzorja kulturnega. V organizaciji Beletrine Zavoda za založniško dejavnost s podporo Evropskega socialnega sklada. Govori Mitja Čander, urednik Beletrine. Kultura je področje svobode, priložnost za participacijo ljudi različnih pogledov, ras, različnih lastnosti in verjamem, da je seveda tudi velika priložnost za uveljavljanje invalidov v družbi. Beletrina se trudi, da bi bila vozlišče, neke vrste generator inkluzije invalidov v družbo, da bi torej predstavljala nekakšen most med različnimi deležniki, torej na eni strani institucijami, odločevalci, na drugi strani samimi uporabniki, interesnimi organizacijami in tako naprej. In verjamem, da lahko v prihodnjih letih na podlagi izkušenj tega projekta veliko storimo za boljše vključevanje invalidov, ne samo na področju kulture, ampak v družbeno življenje nasploh. Zgodba o dostopnosti v kulturi se je pričela z jesenskimi usposabljanji leta 2013, kjer smo z 22 udeleženci spoznali teoretično plat kulturnega menedžmenta s poudarkom na dostopnosti za osebe z različnimi oviranostmi. Govori Alma Čavšević, strokovna vodja projekta. Projekt Razširimo obzorje kulturnega je nastal po spoštovanju načela nič o nas brez nas. V osnovi so aktivnosti projekta namenjene usposabljanju oseb z različnimi oviranostmi za boljšo zaposljivost. Pomembno pa je poudariti tudi to, da je projekt istočasno namenjen tudi različnim kulturnim akterjem, kulturnim inštitucijam, na način preverbe možnosti večje dostopnosti za osebe z različnimi oviranostmi. Povezovanje oseb z različnimi oviranostmi preko mnenj, izkušenj, izkustev predstavlja na nek način bistveni element, ali lepše rečeno vodilni element projekta. Razumevanje potreb in različnih prilagoditev, ki jih osebe z različnimi oviranostmi potrebujejo za samostojno vključevanje v družbo, v kulturo in v širše polje družbe nasploh, pomeni bistven korak naprej k družbi solidarnosti, k družbi enakosti, družbi za vse. V začetku leta 2014 smo oblikovali ekipo 6 predstavnikov oseb z različnimi oviranostmi in nadaljevali z aktivnostmi v smeri pregleda fizične in komunikacijske dostopnosti. Dober dan, moje ime je Darja Pohila, tole je pa miš Mimi in takole pravi. Sem prava ljubiteljica romantičnih zgodb, tako vsaj malo preženem to sivo realnost. Sem oseba s težavami v duševnem zdravju in za samostojni obisk kulturnih prireditev in dogodkov mi je lahko veliko pomoč opis ali fotografija prostorov in dostopa z javnimi prevoznimi sredstvi, jasne oznake prostorov z napisi in piktogrami, enostaven in prilagojen opis vsebin, ter javno objavljena telefonska številka usposobljenega osebja za asistenco. Jaz sem Antun Smerdel, tole zraven mene je pa Janja. Ona zelo rada bere in sicer predvsem družbeno angažirano esejistiko in pa sodobno poezijo. Ker je slepa, so za njo pomembne prilagoditve za obisk kulturnih ustanov in dogodkov, da so talne oznake, da so brajevi napisi, da so kakšne zvočne najave, da so gumbi v dvigalih tipni. Zelo pomembno pa tudi osebna asistenca, da je na voljo. Moje ime je Alida Klemenčič. Jaz sem pa Medo Bruno, imel sem prometno nesrečo in sem si poškodoval glavo. Zelo rad rišem hiše, rišem drevesa, živali in rožice vseh pisanih barv. Ja, za ljudi s poškodbo glave, ko gredo na kulturne dogodke, je najbolj pomembno, da imajo jasne oznake, jasne napise, vidne na vidnem mestu, taktilne oznake in tudi je pomembno, da je prijazno osebje.
Živijo, jaz sem Petra Leverič, tole sta moja dva prijatelja Tonček in Rok. Skupaj se igrata vsak dan, pogosto se gresta skrivalnice, tako ko se Rok prestraši, ga Tonček zelo lepo objame. Rok je drugač gluh, zato so zanga zelo pomembno, če obiskuje kulturne prireditve, da ljudje se lepo z njim pogovarjajo, ker pogosto bere iz ustnic. Drugače je tudi pomembno, da so vidna sporočila in fotografije zelo jasno navedeni. Drugače bi ga zelo veselilo, če bi lahko pri kulturnih prireditvah imel prevode v slovenski znakovni jezik. Moje ime je Anka Vesel, tole pa je moj posebni prijatelj Davor. Davor zelo rad bere, prisega, da je kvaliteta njegov žaran. Rad obiskuje dobre kino predstave, gledališke predstave in muzejske razstave. Za naju je pomemben predvsem fizični prilagojen dostop. V veliko pomoč nam je dostopen javen prevoz oziroma parkirni prostor namenjen invalidom. Pri premagovanju fizičnih ovir pri dostopu v kulturno ustanovo je za naju pomemben predvsem neoviran dostop s pomočjo klečin oziroma dvigal, zadostna širina vrat oziroma prehodov ter dostopne sanitarije. Ime mi je Lada Lištvanova. Ta mala gorila poleg mene pa je Gogo. Rad pomaga vsem ljudem in med njimi širi pozitivno energijo. Je gluh oziroma težko naglušen. Najraje od vsega igra na bobne, se zaznava vibracije glasbila, kar mu je zelo všeč. S pomočjo slušnega aparata lahko glasbo celo malo sliši. Želi vam sporočiti, da gluhe osebe pri premagovanju komunikacijskih ovir potrebujejo tolmače za znakovni jezik, naglušne osebe pa lahko dogodkom sledijo s pomočjo indukcijske zanke in slušnega aparata. Moje ime je Alenka Kreč-Bricelj, predstavljam Kulturno-ekološko društvo Smet umet. Mi smo skupaj za Razširjamo obzorja kulturnega pripravili izložbe, ki so bile postavljene v Mladinski knjigi. Za te izložbe smo imeli najprej delavnico, kjer smo z člani oziroma uporabniki tega programa usposabljanja malo razmišljali o tem, kakšne bi te igrače bile, kakšne bi bile njihove lastnosti. Gre pa za igrače, ki so stare igrače, predelane v igrače s posebnimi potrebami in zelo dobro komunicirajo vse te teme, ki jih želimo mi pokriti. Svobodno, samostojno delovanje je predstavljalo vodilo, na podlagi katerega smo vstopili v svet kulturnih institucij. Govori Nina Goršič, arhitektka na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije. O razlogih, zakaj v Sloveniji še ni veliko objektov v javni rabi, katerim bi lahko podelili nek znak dobro dostopnih objektov, je verjetno treba iskati v pomanjkljivo izobraževanju samih arhitektov, načrtovalcev, tudi v nekem pomanjkljivem poznavanju zakonodaje strani lastnikov oziroma uporabnikov in seveda upravljalcev javnih objektov in ne nazadnje moramo reči, da je neučinkovita inšpekcijska služba. Skupina se dogovarja, kako bo potekal ogled objekta Cankarjev dom. Meri se širina klančine in preverja ustreznost talnih oznak pred vstopom v objekt. Govori Biba Tominc, geografinja in pedagoginja na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije. Na naši terenski analizi, kot smo videli, se je tudi pokazalo, kako je pomembna ta resnična predstavitev ovir upraviteljem objekta, katere smo obiskali, zato da tudi oni spoznajo, kaj dejansko morajo na tem področju izboljšati. Tudi se je izkazalo med terenskim delom, da tudi med vami mentorji obstajajo velike razlike in da je tudi
to ena nova dimenzija, da se vi med sabo spoznavate in ugotavljate, kakšne so vaše navade in pa potrebe. In zdi se nam, da neka taka kompleksna znanja lahko šele mogoče pripeljajo do nekih novih uporabnih rešitev oziroma tudi izogibanja nesmislom, ki smo jih tudi opazili na samem terenskem delu. Je pa zelo pozitivno bilo opažena tudi visoka stopnja pripravljenost predstavnikov objektov, ki smo jih obiskali za iskanje nekih rešitev v smeri zagotavljanja pravic invalidov do dostopnosti. Pregled se nadaljuje s preverjanjem naklona klančine in ustreznosti vetrolova za osebe na invalidskem vozičku v Cankarjevem domu. Govori Sašo Kranc, tehnični direktor Cankarjevega doma. Tudi mi smo se, ko smo prevzemali hišo, soočili že s prvim problemom, da hiša ni imela ustreznih klančin, recimo že za gibalno ovirane osebe. In naš prvi cilj je bil, da smo najprej uredili te zadeve. Tu smo pa naleteli na vrsto problemov, ker hiša v 80-ih letih ni bila projektirana tako, da bi ustrezala vsaj pogojem gibalno oviranih. Tako smo začeli z horizontalnimi dostopi, kasneje smo morali pa rešiti tudi problem vertikalnega, kajti prvo in drugo predverje niso bili primerni, dostopi niso bili urejeni tako, kot bi to bilo normalno za pričakovati. No, v vseh teh letih nam je uspelo vse te glavne probleme rešiti in tu težav ni več. Potem naslednja faza je bila, da smo uvedli induktivne zanke v dvoranah, tako da smo vse tudi rešujemo problem naglušnih. Ostanejo pa še neke druge stvari, za katere pa priznam, da nimamo izkušenj in da ne znamo, ne vemo, kako jih rešiti, oziroma si želimo nekega sodelovanja z društvi in inštitucijami, ki poznajo te zadeve in bi nam lahko svetovali. Nemogoče si je predstavljati, da v prilagoditve dostopnosti ne bi bili kot aktivni člani vključeni tudi predstavniki ranljivih skupin. Le tako lahko zasnujemo rešitve, ki bodo zadovoljile uporabnike in hkrati spoštovale razne zakonske določbe. Govori Marija Režek Kambič, umetnostna zgodovinarka na Zavodu za varovanje kulturne dediščine. Če se pokaže, da je neka pomanjkljivost določenega objekta, glede dostopa, se mi pa tudi zdi, da v zadnjem času se vedno več in več institucij srečuje s tem problemom, verjetno tudi zaradi same zakonodaje, ki pač je zdaj zelo striktna, kar se tega tiče, da iščejo potem neke rešitve. Največkrat so pa uporabniki določenega objekta tisti, ki povedo, poglejte, mi pa pač ne moremo, gremo pač poiskati neko rešitev. Rešitev vedno je, razen res v nekih zelo, zelo izjemnih primerih, ampak mislim, da javne ustanove v sklopu nekih prenovitvenih, celostnih prenov, sploh če so namenjene javnemu namenu, nekemu, skušajo gledati na to. Da je za gibalno ovirane osebe se mi zdi, da je precej dobro poskrbljeno. Za slepe in slabovidne, če sem čisto poštena, niti ne vem, ponavadi so to pač neke taktilne oznake, ampak jaz jih ne poznam, da bi bilo to že v nekem projektu vključeno. Pri muzejskih ustanovah je to potem bolj v smislu razstave, ki je prilagojena tem osebam, na tem se veliko dela, tako pa tega ne poznam. Predstavljen je panoramski pregled notranjosti Slovenskega etnografskega muzeja. Sledi dogovarjanje skupine s kustosinjo muzeja pred vhodom. Govori Ines Kežman, vodja projekta Dostopnost v Slovenskem etnografskem muzeju. Na vsaki novi razstavi se mi zdi, da je že več pomena dostopnosti. Tudi pri vsebini, tudi ko sem delala načrt razstave, se kustosi že bolj poslužujejo mnenj oziroma sprašujejo za mnenje tudi ljudi, ki so strokovnjaki na področju dela z ranljivimi skupinami, predvsem na področju senzorno in gibalno oviranih. Tudi recimo osebe, ki pridejo samostojno v muzej in imajo brezplačen dostop, izpolnijo en kratek vprašalnik, kako so zadovoljni z obiskom muzeja,
in kako ocenjuje našo dostopnost iz svojega seveda vidika. Tako da smo veseli vsake povratne informacije, da lahko naše delovanje še izboljšamo. Pogled na dvižno ploščad v objektu Kinodvor, pogovarjanje skupine z blagajničarko pred blagajno objekta, odpiranje težkih vhodnih vrat in preverjanje samostojnega dostopa osebe na invalidskem vozičku, zapisovanje in dogovarjanje med člani skupine, merjenje vhodnih vrat. Govori Bojan Bajsič, vodja tehničnega oddelka Kina Dvor. Posebni režimi so vzpostavljeni na projekcijah, kjer pričakujemo pretežno neko določeno skupino. V to so vpleteni ljudje, ki takrat delajo, torej študenti, biljeterji, ekipa kavarne in seveda so pa tudi določene tehnične rešitve bile že vzpostavljene, kar se tiče osvetlitev, kot sem prej omenil, osvetlitev prehodov, izboljšanje vidljivosti stopnic in takšne podobne stvari. Najpogostejše so invalidne osebe, torej gibalno ovirane. Še vedno ni ta številka zelo velika, ampak je par oseb na teden pride poprečno. Drugače, recimo gluhi, naglušni in pa slepi, pa dosti manj uporabljajo naše prostore, mogoče tudi zaradi tega, ker je tak specifičen program, ne, filmski. Pogovori skupine s tehničnim vodjo Kina Šiška v notranjosti objekta, pregledovanje dvižne ploščadi za gibalno ovirane, dogovori skupine o ogledu in preverjanje spremembe talne površine ob steklenem zidu, nadaljni pogovori z direktorjem in tehničnim vodjo objekta ter preverjanje stopnišča kot ovire za slepe in slabovidne osebe, preverjanje dostopnosti sanitarij za gibalno ovirane. Govori Simon Kardum, direktor Kina Šiška. Fizična dostopnost je zagotovljena od samega začetka, tako je bilo narejen tudi v projekt rekonstrukcije Kina Šiška. Se pravi, plančine so jasno invalidsko dvigalo in tako naprej, ampak mi smo šli še naprej. V obe dvorani, kjer se dogaja seveda tudi koncertni dogodki, smo indukcijske zanke za naglušne, seveda s slušnimi aparati namestili še pravočasno, kar bi moglo biti obvezno za vso javno infrastrukturo, ki se dogajajo tovrstni dogodki, pa žal temu ni tako, tukaj država ničkrat ne spoštuje svojih lastnih predpisov, projektanti pa tudi ne, bodimo pošteni. Druga zadeva je pa tudi bila pomembna in to je, da imamo usmerjevalne table za slepe in slabovidne. To še ni optimum in tukaj bomo morali razmišljati še naprej. No, en od bistvenih poudarkov je seveda ugotovitev na samem začetku, da je potrebno seveda za ranljive skupine, predvsem za senzorno in gibalno ovirane osebe posebej poskrbeti. In še zdaj, pač po moji vednosti in glede na to, koliko vem, smo edina javna inštitucija v širši regiji, ne samo v Sloveniji, ki ima zelo jasno cenovno politiko. V bistvu so to vse skupine, ki potrebujejo pomoč. Mi smo šli še tako naprej in to z velikim veseljem je svet, tudi moj predlog potrdil, svet zavoda, da za tiste, ki morajo imeti v sebi tudi spremljevalca, spremljevalko, da ima tudi ta oseba zastonj v stopnico. Človekov domet presega njegovo razumevanje. Nikola Tesla. Govori Boštjan Kerbler, geograf na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije. Naša država je namreč v zadnjih 2 desetletjih sprejela številne zakonske odločbe in pa predpise, ki naj bi urejali pravice ljudi z oviranostmi do neoviranega dostopa. In rezultati teh naših raziskav so pokazali, da se zakoni žal ne spoštujejo, ukrepi, ki pa so za izboljšanje stanja predlagani, pa se ne izvajajo. Sicer ne moremo reči, da ni viden napredek tako v prostoru kot v družbi. V zadnjem času so bili narejeni določeni premiki naprej.
o tem se tudi več piše in govori, vendar, kot pravite, smo še vedno v fazi ozaveščanja ljudi. Naše raziskovanje se je nadaljevalo z odkrivanjem možnosti prilagoditev tudi na področju spletne dostopnosti. V računalniški učilnici se skupina dogovarja o pregledovanju spletne dostopnosti. Izvršna mentorica daje navodila za analizo spletnih strani. Skupina analizira spletne strani. Strokovni sodelavec skupaj s slepim mentorjem preverja uporabnost bralnika zaslona. Govori Andrej Krajnc, samostojni strokovni sodelavec. Sodoben življenjski stil je preplet fizičnega in digitalnega življenja in podobno je tudi sodoben pristop k dostopnosti preplet digitalne in fizične dostopnosti. Spletna dostopnost v Sloveniji je relativno slabo razvita, obstaja nekaj svetlih izjem, kjer se razmišlja o spletni dostopnosti, v veliki večini primerov pa temu ni tako. Evropska unija je 3. decembra 2012 sprejela direktivo o dostopnosti spletišč javnega sektorja. V tej direktivi je pozvala nacionalne in evropske institucije k upoštevanju priporočil, ki jih definira konzorcij za svetovni splet. Priporočila težijo k temu, da imajo pripadniki ranljivih skupin enak dostop in enake možnosti, zaradi česar so pripadniki teh ranljivih skupin tudi veliko bolj aktivni v družbi. Spletno dostopnost smo preverjali na 2 načina. Pri prvem smo uporabili internetna orodja, ki pravijo samodejno analizo internetnih strani. Temu smo dodali še analize pripadnikov ranljivih skupin, ki so analizirali spletne strani iz svojih vidikov. Do kam nas je zgodba pripeljala? Govori Darja Demšar, izvršna mentorica projekta. Prek tega procesa smo se dejansko vsi zelo veliko naučili, predvsem smo spoznali in razširili razumevanje potreb, različnih omejitev in pa tudi obvez vsakega posameznika in družbe kot celote. Soočili smo zakonske obveze in priporočila ter preverili njihovo uporabnost pri končnih uporabnikih. Končni rezultat so obširna priporočila upraviteljem projektov ter upravljalcem spletnih strani, ki vsebujejo čisto splošne razlage in pa tudi zelo konkretna priporočila o tem, kako prilagoditi objekte in pa spletne strani, da bodo vsem dostopne. Poročila vsebujejo tudi fotoanalize, zvočne posnetke iz terenskih ogledov in pa eseje mentorjev, kjer v bistvu podajajo svoje razmišljanja in ključne informacije za končne uporabnike. Mentorji, ki so bili vključeni v ta projekt, so si med procesom dela pridobili znanja in izkušnje, ki jih bodo lahko uporabili tudi v prihodnje kot svetovalci pri prilagajanju dostopnosti in s tem bodo lažje kotirali tudi na trgu dela. Zdaj vem. Projekt Razširimo obzorja kulturnega delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete, enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti in prednostne usmeritve, dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti.